Slovenska vlada pripravlja zakon, po katerem bodo pobrali oziroma obdavčili vse premoženje. V začetku gre za obdavčitev, seveda, boš imel eno majhno hišico, ki si jo prišparal, si garal, si delal, še posebej starejši ljudje, in si naredil domek, potem bo prišel pa nek mesec ali pa kakšen podoben prasec in bo seveda rekel, ja, to košta toliko pa toliko. Če nimate za plačati davka, bo enostavno država s časoma odpisovali ta davek in čez 5, 6, 7 let bo ta hišica državna. Ne državna, bo od tistih gospodov, ki si bodo lahko za majhen denar odkupili od države to hišico. Ljudje bojo na cesti, brez strehe nad glavo, navkljub temu, da so šparali in garali in da so jim sosedje pomagali. Tega sedanje vlade nič ne briga. Oni razmišljajo, kako bo treba pobrati. Zanimivo, tudi nekateri, ki se prerivajo za vstop v parlament, pravijo, ja, potrebno je narediti davek na posest, na lastnino. Tudi kakšni stari mami, ki je od babice dobila kakšno ogrlico, ji bojo to obdavčili. Obdavčili zato, da ji bojo pol pobrali in se bo kakšna levičarska debela prasica kitila s to ogrlico. Če boste dovolili, da ta vlada, da gre naprej, potem je Slovenije konec. Vse vam bodo pobrali, zmetali vas bojo v kanto, porinili v morje in vaše premoženje in hiše in bo pa v roke dobil razni migranti, čifuraj, priseljenci, neslovenci, ne vem kdo še vse. Razni šošoni in podobne stvari. Grozljivo. In kakor kaže, se bo to izvedlo. Ampak, če bo sedanja vlada ta zakon sprejela, vedite, takoj ko pride Slovenska nacionalna stranka v parlament, bo to eden od prvih ukrepov, da se tak zakon razveljavi in da se to bando, ki je to sprejela, vrže ven in da ne pridejo nikoli več tudi blizu parlamenta. Ne. Ampak zato je treba voliti Slovensko nacionalno stranko. Kmalu bodo volitve, ne več dolgo, in takrat pa za SNS. Pa Slovenijo Slovencem.